Dobro večer. Aha, a me slišite vsi? Super. Hvala, da ste izbrali mene, ko pa Kemala. Sicer moje bolnice vse gledajo to Moja boš, to oddajo in vsako jutro, ko sem prihajala, jaz sem točno vedela, kaj se dogaja, ker jaz nimam televizije, ne gledam televizijo toliko pogosto. Ampak ko sem videla Kemala, tudi sem jaz rekla, to pa res moraš gledati. Ampak nisem vedela, da v istem času. Res hvala, da ste v toliko velikem številu, jaz se bom potrudila, da bom kratka in sladka. 3 ure, do 10 bo konec, tako da upam, da ste šli na stranišče. Dovoljena je samo ena pavza vmes. Jaz imam rada, da se predstavljam kot zdravnica, ker to sem v prostem času od 8 do 4, to delam na kliniki. In takrat imam res vlogo, da sem zdravnica, ampak zdaj sem čisto človek, tako da pišem se Sanja Labanovič in zaradi tega nimam nikoli pred sabo, pred svojim imenom, da sem DR, ker zdaj je 6 ura, več ne delam, tako da sem lahko zdaj vaša v drugem pogledu. Zakaj sem sploh začela govoriti? Govorim že 3 leta. Posebno so me prepoznali, ko sem šla na TEDx, večinoma ta je govor, če se strinjate. Ampak od tega mojega TEDxa vsakič, ko me ljudje ustavijo, me sprašujejo, če sem našla moža. Ker očitno so samo te, jaz sem povedala 10.000 besed, vsak me pa vpraša, če sem našla moža. Pa ona je dedek v Mercatoru, ki je star 80 let. A si ti taki iščeš? In jaz sem dejansko hotela bolj tako resno temo, ko je psihološko zdravje, ki imamo večinoma predsodke do tega narediti bolj tako malo komično, pa sem rekla, da iščem moža in na koncu sem se res zajebala. Se opravičujem, zaradi teh besed nisem našla vse prevode v slovenščini. Boste videli, ko bom govorila malo kasneje. In res je, potem me vsak živ vpraša, če sem ga našla, ampak res je to en bil od razlogov, zakaj sem prišla v Slovenijo, ker je tle dosti samski moški, tako je moja mama slišala. In zgodba se začne takole. Večinoma, ko se mi rodimo kot otroci, starši od nas, večinoma ste vi starši, želite, da so otroci pridni. Se strinjate? In kaj to pomeni biti priden otrok? To pomeni se učiš, da spoštuj svoje učitelje, učiteljice, spoštuj starše, sosede in moraš biti zelo priden. In midva z bracotom sva bila zelo pridna, tako da sem se dosti učila. In dejansko to moje predavanje, da vam jaz prenesem svoje znanje. Ne da vam jaz pametujem, da vam rečem, kaj vi morate delati v življenju, daleč od tega, nego jaz vam samo želim podariti svoje znanje, ki sem ga zbirala 20 let. Jaz sem 20 let že v medicini, izgledam mlajše, hvala. Ampak res sem 20 let in to 20 let jaz sem nekako združila in bi želela podariti vsakemu človeku, da saj premisli. Lahko rečete po mojem predavanju bullshit, naklada, čefurka, karkoli, glejte, vse vam dovolim, ampak ko boste šli domov, ampak vsaj premislite o mojih besedah, ker je vseeno to znanje. In če vam bo karkoli pomagalo v življenju, jaz bom zelo vesela. Ni moje, da rečete, bila je dobra predavatelj, ona je dobra zdravnica, daleč od tega. Glejte, jaz nimam teh ambicij, jaz samo želim, da vam dadnem znanje, ki sem ga zbirala v 4 fakultete. Jaz sem končala dejansko 4 različna področja, ker sem bila priden otrok, glede učenja. In midva z bracotom, zaenkrat sva 2, ne vemo, če kdo še pride, ampak večinoma, ko je dediščina, kar naenkrat se neki pojavijo. In potem pridejo 30 leta starosti, to je bilo pred 7 leti, zdaj veste, koliko sem stara. In moja mama je rekla, spet čez noč, zdaj pa mi bi vnuke. Vi starši kar nekaj, tako malo, uči se, hajmo zdaj vnuke, čez noč. In jaz sem rekla, kam da grem to študirati. Za vse ostalo sem pa že vedela, malo se hecam, ampak tako sem naredila komično zgodbo. In je mama rekla, jaz sem slišala, da je v Sloveniji dosti samski moški. Jaz nisem videla nikoli te oddaje, Bog ve, kje je to ona videla. In me je poslala, spakirala, 2 kufra, samo knjige so bile, in me je poslala. Res sem se zaljubila v to državo, jaz sem hodila po mnogih državah, živela v Nemčiji, v Ameriki, ampak v Sloveniji sem se dejansko zaljubila. Postala sem ponosna Slovenka, čefurka, ampak res,
Ker večinoma ljudje kao hočejo, da te nekaj užalijo, pa reče, da si čefurka, ampak jaz dejansko govorim o tem, če misliš, da nekoga užališ, sebi največ škodo delaš. In dejansko to bom razlagala neuroznanstveno. Zdaj, to, kar ti meni rečeš karkoli, glej, vseeno jaz gledam, kdo mi reče, pa ne bo me toliko užalo, kot pa človeka, ki to misli. In hvala, da ste me sprejeli v svojo državo, hvala, da ste me sprejeli v Maribor, hvala, da sem bolj pomembna od Kemala, sicer dobro izgleda, res je, ampak jaz boljši. Po vseh teh iskanjih, po vseh iskanjih sem rekla, ko sem bila v vlaku, sem rekla, če mi je že mama rekla, da grem v Slovenijo, da najdem moža, sem rekla, potem bo pravi Slovenec, brez jugokorenin. Težko, ja vem. Ampak to mi niso povedali pred 7 leti. Iskala sem 3 leta, vse smo zmešani. Ali je babica iz Srbije, ali je dedek iz Albanije, Bog ve od kje, vse smo se zmešali, onda sem rekla, vsaj da je inteligentan in potentan. Še težje. In potem sem zadnje leto rekla, da je vsaj moški. In onda sem šla na TEDx in onda sem rekla, in onda so se pojavile vse neke babice, detki, ampak malo sem to naredila komično, ker prav iz razloga, to, kar bom danes razlagala. Zdaj sem najdla enega Nemca, tako da širimo te meje in zdaj ga več ne iščem. Ampak zdaj iščem zadovoljnega človeka, zdaj iščem zadovoljne ljudi, to, kar bi hotela, da vam prenesem skozi svoje znanje. Jaz se opravičujem zaradi svoje slovenščine, jaz se maksimalno trudim, da je naučim. Boste videli, da skozi moje predavanje vse dvojina. Veste, jaz sem imela težavo z dvojino, zdaj je vse dvojina. In če rečem, midva se mava rada, to mislim na vse vas. Zdaj počasi iz dvojine spet gremo v množino. Ampak vedno poudarjam, slovenščina je edini jezik, živi jezik, ki ima dvojino. A se strinjate? Edini živi, prej je bilo še prej, ampak danes živi. In ko ti moški te gleda in reče, midva se ljubiva, si prepričan, da misli na tebe. Midva, a ne da. V Bosni je malo drugače. Ti ga vprašaš, voliš, no, kaže, naravno se volimo, oni 100 drugi v glavi. V Sloveniji tega nima, vsaj v tem trenutku misli na tebe. Kdo sem v osnovi? Razen tega, da sem človek, ki je prišel sticajem okolnosti na ta svet pred 37 leti. Jaz sem v prostem času, to, kar sem rekla, sem zdravnica, gastroenterolog. To so ni šlaufi, veste. Pregledujem želodce, debela črevesja, ampak to danes ni pomembno. Ukvarjam se z blatom. Končala sem kitajsko medicino, tako da zelo dobro masiram. Končala sem še neuroznanost, kar bom danes razlagala, v Švici in Nemčiji. Moji starši so dali ogromno denarja v moje izobraževanje, 256 000 evrov. Vsakič mi to omenijo, ko se skregava. Ampak sem jim zelo hvaležna in končala sem seksologijo. Tako da ogromno ponujam. Ampak vseeno najdeš fanta in on te gleda in te reče, znaš likati. Jebi ga, ne znam, glej. Vse znam likati, pa ne znam. In kaj vam želim? Glejte, želim vam samo, da vas izobrazim to, ker sem nekaj se učila zadnjih 20 let, ker mi slabo koristimo potenciale našim možganom. In zgodba se začne takole, če se strinjate. Odkakor obstaja človeštvo, mi smo se večinoma migrirali, premikali, ker smo iskali vodo in hrano. Se strinjate? In toliko, da smo danes praktično na zdravje, tako da smo danes praktično predebeli, ne vi v Mariboru, vi ste suhi, ampak ti od zunaj. In preveč hrane in vode vedno rečejo, da imamo preveč. In če želite preživeti življenje, vi samo rabite vodo in hrano. S čim sem se jaz ukvarjala v neuroznanosti? Med dvema pojmoma razlika živeti in preživeti. Če bi preživeli življenje, kaj je v osnovi človek? Ena mašina. Se strinjate? Jaz bi želela, da se vsak človek izobražuje v medicini toliko, kar je pomembno za njegovo zdravje. Kar smo mi v zadnjih časih ugotovili, oziroma kar sem ugotovila, da mene fotor učijo, kaj je avto, kaj je štedilnik, to zelo hitro otroke učimo. Posebno fotori so ponosni, ko sin zamenja gumo s 3 leta, vidite,
ki je moj sin zamenjal gumo in mi ga to učimo. Ampak to osnovno, kar je naše telo, to pa ne veste. In jaz bi želela, ne da veste medicino, daleč od tega, ampak jaz bi si želela, da vsak človek ve, kaj je njegovo telo. Kaj smo mi? Nekdo vas vpraša vas otrok, učenec, kolega v službi in reče, kaj sem jaz v osnovi? Medicinsko, neuroznanstveno, mi smo ena mašina. Mi smo ena mašina, nekaj vnašamo noter, nekaj dajemo ven. Se strinjate? Ki živi neki 70-80 let, daj Bože i toliko, na temu svetu. In da bi vi preživeli to življenje, da bi ta mašina preživela, rabite samo vodo in hrano. In če želite preživeti življenje, ne rabite me poslušati. Ampak če rabite živeti, potem je pa to čisto nekaj drugega. In neuroznanstveno jaz bom razlagala, ne filozofski, ne religijsko, daleč od tega, nego neuroznanstveno, kaj je to, kar se dogaja v možgani skozi celo življenje. In ta mašina potrebuje, da bi preživela vodo in hrano. Kaj smo pa pozabili? Pozabili smo nekaj, kar rabi v možgani, biokemični koktel, da bi živeli življenje. Zakaj sem jaz tu začela govoriti? Ker jaz kot zdravnik se srečujem z vami kot bolnik. Se strinjate? Slej ali prej boste vsi končali meni. Vsi rabite šlaufe, ali gore ali dole. In vsi pridite do mene. Kaj pa najbolj žalostno, da včasih pridete do mene, ko vam jaz ne morem pomagati. To so večinoma rakavi bolniki. Jaz sem na oddelku, kjer imam ogromno rakavih bolnikov. In v zadnjih 10-15 letih meni je ogromno ljudi umrlo na rokah. Umrlo, vsak dan, vsak drug dan. In potem sem jaz, ko sem poslušala njihove zgodbe, ko mi je samo govoril, kako je preživel življenje, si rečem sebi, a smo mi res na tem svetu, ne bom analizirala drugega, ker ga ne poznam, samo to, kar jaz poznam, na tem svetu, da ga preživimo. In večinoma ljudje reče, gospa doktor, počakajte, samo še to, da preživim, samo še to, da preživim. In jaz sem si rekla, kje smo se nekako zdravo pametjo skregali. Če jaz želim preživeti, jaz samo rabim vodo in hrano. Če ne bi imeli vode in hrane, bi hitro umrli. Se strinjate? To že poznate. Jaz pa želim, a lahko to funkcionira? Se bom vrla nazaj na tole. Jaz pa želim, ne smem se premikati. Rekli so mi samo ta del. In jaz vas želela, se bom takole, da je bila blažje, kaj rabite za življenje? Kaj to pomeni? Grozdje in paradajze. Jaz imam to sliko, ki bi me spremljala do konca življenja, to je moja slika iz Švice, do konca življenja, ker je to najlažje, da vas naučim, kaj so vaši možgani. Če vas jaz govorila znanstveno, vi ne bi nič razumeli. Ampak jaz sem si rekla, da moram toliko simplificirati svoje znanje, da vam predstavim toliko, da vas, ko bo vprašal vaš partner, prijateljica, kaj ste poslušali od te nore zdravnice, ki je bolj pomembna od Kemala, paradajze in grozdje. Veš kaj, ti rabiš paradajze in grozdje v glavi. To je to, kar jaz si želim. In jaz bi želela, da vi razmislite, koliko imate paradajza in grozdja. To je to. Ker vaši možgani so sestavljeni iz 3 dela. A me sledite? Paprike, paradajze in grozdje, solata in por. Jutri, ko boste na tržnici, se boste mene spomnili. Ena gospa vsakič, ko enkrat grem na tržnico, je rekla, kaj ste ono rekli, kaj moram imeti v glavi. In znanstveno je v osnovi je to. Biokemični koktel, ti 140 hormonov, ki rabi naše telo, nažalost mi ga v zadnjih 30 letih več nimamo. Prosim vas, vsi, dragi moji, medicina je v zadnjih 20 letih naredila bum. In jaz vam lahko podaljšam življenje. Mi imamo 150 000 zdravil, da vam pozdravim vsako bolezen, praktično vsako bolezen, da vam presadim vse organe. Sploh ne rabite vi imeti strah, da bom umrl, če želite, da vam podaljšam življenje. To morate razumeti. In lahko podaljšamo življenje za 20-30 let. Lahko vam presadim jetra, trebušno slinavko, srce, lulček. Lahko veliko zbiramo punce. Možgane, vse lahko transplantiramo. Vse pozdravimo bolezni danes. Razen
paradajze grozdja. To vam jaz ne morem dati. To je edino, kar medicina ne more dati. A vidite, koliko je tega v možganih? A me sledite? To je praktično 2/3 možganov so hormoni, ki jih jaz ne morem najti v tableti. In to je ta biokemični koktejl. In res, če želite živeti življenje, kaj rabite? Čisto preprosto. Kaj rabi moja mašina, da bi začutila življenje? Vodo, hrano in biokemični koktejl. 140 hormonov, ki nima v tableto. Nima. Znači, to vam jaz ne morem dati. Glejte, to, kar sem rekla, lahko imate visoko vročino, boste vzeli lekadol. Lahko vas boli trebuh, boste vzeli nalgezin. Lahko imate zgago, vsi že poznate, vse imate zdravila, a ne da? Ampak, ko vi seksate z možem, partnerom, kolegom, sosedom, komorkoli, vi dobite 2 paradajza in 3 grozdja. To jaz nimam v tableti, a me razumete? Vi, ko se družite, čisto preprosto, vi, ko se družite z vašimi prijatelji in s prijateljico, greš zunaj in dvigneš noge, ješ tortico, staviš sončna očala in gledaš moške ritke, to so 2 grozdja. To nima tablete. A ne da. To je biokemični koktejl, ki vam bom danes razlagala. Zdi se simpel, ampak nažalost smo ga izgubili. A ne da. In kako to funkcionira? Naša mašina rabi 3 stvari. A ne da. To pomeni, da ova moja, kupovega, koliko imam, 73 kilogramov, a ne da, mene, rabi nekaj vode in nekaj hrane, da bi preživela. In jaz vnesem vodo, kaj dela ta mašina? Vzame vodo ali piva, vino, karkoli da pijete, vzame to, kar rabi, to, kar ne rabi, kamor gre. V sečni mehur. Me sledite? In vi dajete škodljive stvari ven. Se strinjate? Lahko zdržite, da niste šli 1 uro na vodo. Lahko 3 ure, ampak čez 4 ure bo počilo. Se strinjate? Bo par kapljic spustilo na gatkah. Logično, praktično govorim. Druga stvar je, jemo hrano. O tej hrani toliko že govorimo, da že otroci že vejo kaj, kao smem jesti, ne smem jesti. In vi vzamete kos mesa, a ne da, vzamete solato. Telo vzame to, kar rabi ta mašina, to je gorivo, a ne da, in to, kar ne rabi, kam gre? V debelo črevo. Mi smo mašina, gledajte, mi nismo nič kompliciranega. In se formira v blato. In obstaja 14 vrst blata, ampak ne rabite to vedeti. To jaz rabim vedeti, ker se s tem ukvarjam. In jaz sem zelo vesela, ko zdravnik in ko človek, če vi greste enkrat na dan na blato, da date to, kar ne rabi telo ven. Se strinjate? Ampak lahko se zgodi, da niste šli par dni. A se je zgodilo? Mogoče 2 dni, mogoče 3 dni. Tle se večinoma mlajši, ti starejši imajo težave. In potem, če niste šli 4 dni na blato, to se noter kopiči, a ne da. Proizvajajo se toksini, a ne da, nekaj škodljivega je noter. Udari vam v glavo, napihnjeni ste, trebuh vas boli. Kakšen kemal, kakšna vlada, jebeš vlad, samo daj blato ven. Razmišljate, a ne da. Il ko vam tiši na lulanje, vas tiši, jaz vprašam, kje je kemal, kje boš kemala, samo daj da lulam, a ne da. Razmišljamo logično. In potem pa vi dajete to, a ne da, ne dajete to blato ven, potem poskušate donat, suhe slive, ne do Bog, da donat propadne v Sloveniji. To je prvo, kar vprašajo bolniki, ko pridejo na kliniko, imaš donat? Ne obstaja zdravnik, nego imaš donat. Ker brez tega nema več kakanja. In lahko se zgodi, da niste šli 10 dni, onda je že panika, glava vas boli, a ne, da pridete na urgenco, jaz vam dam eno cevko, uritko, vi se že sami naciljate in se pokakate na pol hodnika. In date vse škodljive stvari ven. Jaz sem zdravnik, malo to praktično razlagam. In gospe smo dali 4 kila blata. Zamislite, kje bi ona razmišljala, drugi tir, Olimpija, Maribor, kje bi samo daj blato ven, a ne da. In ne moreš funkcionirati v tih situacijah. In onda jaz to dam ven in ljudi me gledajo ko v anđela, resno, ko v anđela me gledajo. Kaj vas pa nismo naučili? Mi smo malo krivi, malo je znanost kriva. Preveč se z budalaštinama ukvarjamo. Da obstaja 3. klet. Zakaj pa to prekida?
To je por, prosim vas. Ne smete to nikoli pozabiti. Vaše telo ima tretjo klet in to je v možganih por. Jaz sem začela študirati, ker sem se spraševala, kam grejo misli, kam grejo grde besede, kam gre občutek, ko vam nekdo reče, ko mi ne rečete, rekla mi je prijateljica slabo novico oziroma užalila me je. In vi rečete meni, jaz se slabo počutim. Kaj to pomeni za telo? Vi se kregate s partnerjem, a ne da? In se slabo počutite s partnerico. Kaj to pomeni za telo? Kam pa to gre? A me sledite? In potem so znanstveniki odkrili, da mi v možganih imamo tretjo klet. A bom rabila tole, a ne da? Ker prekida. Prosim? Bluza? A da dam bluzo dol? Ja, glej. Pa če si rekel, da bluza dela težavo, Aha. Okay. Ne, lahko dam, nič hudega. Ampak ne vem, koliko me bojo poslušali. Sicer je novi modrc. A ja, bom s tem poskušala. Dela to? A lahko tako? Kam se zdaj pobegna? Ta sploh je... Alo? Ne. Samo se treba. A ni antena. A ja. Prav. Če bo pa ne opuščal? Pa dobro. Kaj pa, če dam ugate? Prosim vas. In tako se je začelo. Potem sem razmišljala, saj res, če jaz vem, kam gre voda in če jaz vem, kam grejo proteini, v mišice, če jaz vem, kam gre maščoba v moj taj trebuh, to, kar imam, kar sem ponosna, kam pa grejo misli, kam gre to, kar večinoma v ženski, ko se skregamo z moškim, potem mu vrnemo nazaj leto, spomniš se leta 84, kako si me užalil, kam pa to gre? To mi imamo, ker mi imamo malo večjo to klet, za razliko od moških, oni imajo manjšo. In oni res imajo manjši por. Oni imajo manjši por, za razliko od nas ženski, ki imamo malo večji por. In onda mi to hranimo 30 let. 30 let hranimo in onda greš na počitnice na Maldivi in onda začneš čistiti. In onda on komaj čaka, da pride nazaj. In res sem se spraševala, kam pa to gre. Nekdo te užali v službi, ti reče grdo besedo, ti reče, da nisi nekaj dobrega naredil. In ti začneš o tem razmišljati. In onda razmišljaš naslednjih 5 dni. In enkrat se zbudiš ob 2 zjutraj. In spet o tem razmišljaš, kam pa to gre? To jaz učim. A je to zdaj filozofija pozitivnih ali negativnih misli? To je čisto ena druga koncept razmišljanja. In to gre v por, In to gre v to psihološko klet, ki jo mi ne praznimo. Mi njo ne praznimo, ne bo šlo srce moje. Kaj pa čestitim greš, ker prekida? Evo, tega bomo dali. Zdaj, ko smo mi posneli klet, mi smo videli, da ta klet bi morala biti tako, da mala, ampak mi, ko posnamemo zdaj možgane, mi vidimo, da praktično prevzame 2/3 možganov. Znači, ljudje so skozi celo življenje se nafilajo s to kletjo, in potem v enem trenutku se začne prazniti. Znači, samo razmišljate o besedah mojih, o tej naši mašini. Vi lahko pridete, če imate blata, da pridete k meni na urgenco, da vam jaz dadim klizmo. Ampak jaz ne morem to sprazniti. Jaz ne morem skozi uho, da vam dam cev. Tega bi bilo 100 kil. Nego to se praktično prazni kam? Enkrat, ko se to napolni, a se to vidi? Enkrat, ko se to napolni, prazni se, glejte, noter v telo. V enemu trenutku možgani ne morejo tega polniti,
in se začne prazniti v telo. Zdaj bom dala praktične primere, da boste lažje razumeli. Kaj pa je tale drugi del upora? Glejte, kaj je to? To je ena mašina, ki daje energijo za vse organe, ki niso pod našo zavestjo. Srce, pljuča, trebušna slinavka, jetra, črvo. In potem pa vi imate kup enih simptomov. Boli vas želodec ob 5 zjutraj, zgaga vas peče, zbujate se zjutraj, že vse vam, pridete že kislino, mi tako opisujete, da že v nosu, skozi ušesa, čudne glavobole, slabo vam je, utrujeni ste, kronično utrujeni, fibromialgija. To ni bolezen, to je samo kup enih simptomov, ki vama rušijo kvaliteto življenja, ker se to blato začne prazniti. To je blato možganov. In ti to filaš 30 let in ne prazniš. In to je ta komunikacija, ker se možgani hranijo z besedami. Mišice se hranijo s proteini. Mi vemo, s čem se hranijo ostali del telesa, ampak možgani, razen glukoze, emocionalno hranijo se z besedami. In zdaj, ko vi razmislite, dejansko, kar je to, kar vas boli in kar vas tiši, so dejansko besede. Nekdo mi je nekaj rekel, vam je užalo. Pridete tašči na kosilo, tašča reče nekaj proti vas. Mi ne razrešimo takoj, ti ne rečeš tašči, idi v 3 pičke materne, nego možu naslednja 3 meseca. Se opravičujem, če je katera tašča tle. Ampak to v osnovi, to gledam prema osebnih primerih, ko sta moja dva šla eni ali drugi babici. In onda se prazniš nekam. Šef vam nekaj reče, pridete v službo in reče, niste nekaj dobrega naredili. Oziroma dere se na vas. Mi ne rečete njemu, zakaj to delaš, nego greš v posteljo z možem, veš, kaj mi je šef rekel. In on se to prenaša. Še dobro, da govorite o tem. Mnogi ne govorijo in ko reče, tišijo noter. In neuroznanstveno je dokazano, da dejansko taj por se napolni in se začne prazniti. Evo, daj vam praktične primere, kako se to prazni. Sigurno ste šli na počitnice in zbolite. A se strinjate? Delate in vas jaz rečem, vi čutite, da vam je slabo, da ne morete več, da rabite počitka 2 dni. Nego vi takole, zdaj so ove počitnice prihajajo, eno polna jih je urgenca in rečem, gospod, pejte malo spočitce. Počakajte, gospa doktor, še 2 tedna, grem 15. junija. A on takole premika se. To je to. Znači, ti čutiš, da ne moreš več, ampak ti delaš. Zakaj mi lahko delamo in ne čutimo te težave, ko delamo, ker adrenalin drži to klet zaprto. Me spremljate. In potem ti včasih delaš projekte, neke velike, nekaj delaš in vidiš, da si utrujen, ampak hajmo še, ker čez 2 tedna, čez 1 mesec bojo počitnice in onda pridejo počitnice in vsi zbolite. Se mi zgodilo. Pride sobota, ne morete se premakniti. Kar sem pa najbolj žalostna, pride penzija in umrete. A me razumete? Pride bolezen, pride penzija in dobite raka. Ker pride za vami vso blato. A me sledite? In to so 3 kleti. In jaz bi želela, da me čist pozabite. Ni potrebno, da me karkoli rečete, dobra je, slaba je, to bom kasneje, ampak zjutraj, ko boste kakali, tako se sedeli, da se mene spomnite. To je edino, kar prosim človeka. Lulat, kakat, prazniti por. To trebate prazniti. Lulati, kakat, to vam jaz lahko cevke dam. To ni nič čudga, ne rabite kakat red, ampak to pa prosim. In da praznite to klet. To, kar vas buja ob 2 zjutraj. Kaj to pomeni zbuja me ob 2 zjutraj? Vas, ko zbudi, vama se zviša stresni kortizol. Zviša se ta klet in to je blato možganov, ki gre noter v telo. A me razumete? In da vi imate kup enih funkcionalnih motenj, fibromialgije, slabo se počutite, boli vas želodec, kar naenkrat že 20 let boli želodec. Jaz vprašam, a je bolj hujši ob stresu? Seveda. A s to stvari niste razrešili? Potem sigurno ste imeli prijatelje ali prijateljice, ko reče, kar naenkrat umrla. A tako je bila tiha in prijazna? Ja seveda, če je noter vse. Ni nič dala ven.
Da človek izprazni to, kar ga tišči. To je psihološko zdravje. To je psihološka klet. To je neuroznanstveno dokazano. In nažalost, ta klet je ogromno zdajle, ker je ne praznimo. In zato tega prosim vas zjutraj, gledajte, spomnite me se samo na stranišču, ne v postelji, ne, to daleč ne. Ena sestra medicinska je me poslušala in rekla, ko sem se ulegla z možem v postelji, govorila o meni, ne do vam Bog. Jaz v postelji nimam nič da delam. Jaz sem samo na stranišču, gledajte. Posebno moški najbolj praznijo klet, ko kakajo. Zaradi tega oni morajo kakati pol ure, ženske. Zaradi tega jih pustite pol ure, kavo mi prinesite, dnevnik, da berejo in jih pustite. To je znanstveno dokazano, da je 7 moških Nobelovaca dobilo ideje za Nobelovo nagrado, ko so kakali, ker oni praznijo klet, ko kakajo. Zaradi tega vedno, če jih ti vmes prekineš in rečeš pejt ven, on je že v stresu. On je že zapos prazno in to ne gre. Zdaj se priporoča v enih državah moškima, da so do 30 do 45 minut na stranišču. Takrat ti vse lahko narediš, druge stvari. Malo za hec, malo za resno, ampak praznite tu klet. To se prazni. In potem se vi spomnite, kaj vas je vse zmotilo. Znači, užalite, dokazano je, ko vam nekdo reče grdo besedo, kravo jedna, konju jedan, žleht si, tečan si, karkoli tazga, vama se en del možganov, to je takole, en del možganov začne proizvajati slabe hormone, znači to so stresni kortizoli, to je dokazano. Poslušanje grde besede, posebno ko zvišamo ton, v mojih možganih proizvaja stresne kortizole, ki ne morem pljunuti, a me razume, nego gre noter v telo. Zdaj zamislite, koliko mi eni drugih takih stvari naredimo. Jaz vem točno, če jem strupeno gobo, jaz je pojem in ona odpovedala bo jetra. Zdaj isto je takole, toksična beseda naredi spremembo v možganih, ta del možganov proizvaja strupene snovi in to gre v telo, znači ne gre nazaj. In potem se postavlja vprašanje odnosov. Mi smo evoluirali v vsemu v dobremu, razen v temu, da so nam odnosi katastrofa. In mojih 60 do 70% bolnikov, ki prihajajo v ambulanto, meni samo ne govorijo, vem, da imam tableto za tole, vem, da lahko rešim tole, ampak nikakor se ne morem navaditi na tako slabe odnose. A se strinjate? To je postala glavna težava, jebanje enih drugih v zdrave možganje. Se opravičujem, nisem našla prevoda v slovenščini. In to je res, Znači, toliko eni drugi, da se postaja vprašanje, kam pa ide ta medicina. Jaz vam lahko vse pozdravim, ampak jaz ob 2 zjutraj vam to ne morem pozdraviti. Vaše kreganje, to, kar bom danes razlagala, ne morem pozdraviti. Edino, kar sem strogo proti, je višanje tona. Nihče nima pravico sedeti na vas. V službi, v doma, karkoli. Nimamo. To je moja, jaz upam, da bo to enkrat ustavna pravica. Ampak ni potrebe, da bi šlo, to je človeška pravica. Nima pravice, isto tako, ko nima pravice, da me tepi, nima pravico, da zviša ton. Ker je znanstveno dokazano, da vsakeč, ko se zviša ton, meni zablokira kreativne sfere v možgani, to je solata, in zviša mi stresni kortizol. In zaradi tega sem jaz proti te vertikalne hierarhije prenosa, prenosa tako, kako je bilo prej. Če se šef dere, misli, da je bolj efikasen. Zdaj je znanstveno dokazano, da je še bolj negativno, ker mi stvori stresne kortizole, pa še druge stvari. In misliš, že, če boš povišal ton, da boš uspešen. Ne, pokazalo se je čist kontra. A se strinjate? In to je edino, kar bi jaz želela, da je pravica, da mene neko zdravnika, da se jaz lahko stresam na drugega, kdo mi to daje pravico? Jaz sem človek. In spoštujem drugega človeka, spoštujem. To je razlika voljeti, imeti se radi spoštovati. Glejte, čisto preprosto. In ko se ta klet napolni, kam gre, kam vzame? Paradajze grozdje. To so pa naravni hormoni. To so hormoni, ki jih človek, ko se rodi, dobi toliko,
kot otrok, da bi mi lahko živeli zadovoljno 150 let. Mi pa danes imamo v moji ambulanti otroke, ki so stari 18-19 let, so depresivni. Depresija je fizična motnja, pomanjkanje tih hormonov. A me razumete? Zaradi tega mi imamo te antidepresive, ker so zelo efikasni, ampak vse ne morem nadomestiti. A se strinjate? In postavilo se vprašanje v Švici in Nemčiji, tam sem jaz to končala, zakaj so oni sploh to želeli, da mi izobražujemo, da se mi učimo nevroznanstveno možgani. Ker so se Švicarci spraševali, zakaj se narod ubija. Zakaj se v Švici narod ubija? Vse imate, nimajo sploh brezposlenih, imajo high standard, živijo na a se strinjate, če je to, kar je. Ampak oni se ubijajo. V Bernu, oni so toliko nezadovoljni eni sami sabo, da oni hodijo, pa samo se vržejo čez most. Imate v Bernu na vsakem mostu one mreže, da bi preprečile samomore. In onda se švicarska vlast sprašuje, pa kaj delamo narobe? Vse smo vam dali, a vseeno nekaj delamo. To se postavlja. Kaj je to biokemični koktejl, to, kar so vedele naše babice, tih 140 hormonov. In to so paradajzove grozdje. Jaz bi želela, ko vas danes izobrazim, da vi samo razmislite, koliko imate tega blata, da razrešite. Glejte, mašina je 80 let, 70 let. Moja mašina bo živela nekaj časa. Upam, kvalitetno. Ampak, kaj vas vse čaka? Čaka vas en zdravnik, mogoče ena medicinska sestra, večinoma danes vsi umiramo v bolnici, ki posluša vaše zadnje želje tamo, vi umrete, pustite zadnji dah, damo vam en listek na nožni prst in vas damo eno sterilno vrečko, to z vsima razlagam, in vas tako zapremo vam oči, da se ne bi tamo na mrtvašnici zmotili z drugimi in vas odpeljemo. Pridejo oni svojci, vzamejo vaše stvari, malo se izjokajo, malo iskreno, bolj lažno in čez 2 dni greš na Žale, kako se reče, pokopališče, bil je dober človek, bila je dobra žena, čez 2 ure, ko te jebe. In to je mašina. Jaz se vsako vprašam, pa ti pa 40 let nekaj dokazuješ, bom jaz dokazal njemu, da je to, in take stvari. In se človek vpraša, zakaj če največ sebi škodo delaš. A se strinjate? To je mašina. In tih zadnje faze mašine, to jaz gledam, to se jaz srečujem. In se človek vpraša, pa kam pokurimo celo življenje? Ker sem samo poslušala od vas, jaz vas poslušam, kako ste želeli tole, kako ste želeli to narediti, kako ste želeli Kemala poljubiti v usta, pa niste, pa ste šli v Istanbul, kako ste karkoli. In vprašam, Gospod, zakaj niste? Moral sem tole. Zdaj se človek vpraša, kaj je to, kar je moral. In prejšnje leto maja je bila velika analiza med Slovenci, med nami Slovenci, ker se tudi štejem, kje je skrb za lastno zdravje. Na 7. mestu. Sram vas bilo je. To se lahko dovolim, ker slej ali prej boste končali pri meni. Sram vas bilo. Na 7. mestu se s tebi. Pa zakaj živite na tem? In na 1. mestu je hiša. Zaradi tega je Slovenija prva v Evropi, ki redno beli hiše. Svaka čast. Resno. To vam pa res dadnemo. In mora biti hiša pobeljena, zdaj pa posebno, če je poletje, imaš, že 100 let imaš željo, da bi šel nekam pa uživati, pa kjerkoli. In rečem, zakaj ne greste, gospa? Pa veste, moram zdaj klet prenavljati, pa prejšnje leto je bila streha, pa bla, 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 pa bla, bla, bla. In jaz to poslušam, dvignil sem kredit, da sin naredi hišo, pa ni sin debil, jebote, razumete le? Ti moraš celo, da prilagodiš za celo, a verjemite mi, 60% se tih otrok krega, vi se niste njih oladili. To so oni podatki upravne enote. A se strinjate z mano? To je žalostno, Ti celo vreme daješ v to hišo, v vse te materialno, itak se izgine, vi umrete, en zdravnik vam podpiše tamo, to sem jaz in vas damo nazaj. To je mašina, to vse čaka. Mene, predsednika, vas, medicinske sestre, vratarja, kogarkoli, Mi smo se pa toliko
Ne, da naprimer neke razlike med nami, a mi sta smo mašina. Kaj je razlika med vami, med mano? Mogoče imate večje joške od moje, to je modrca, ampak jaz imam malo več špeha od vas. Ampak mašina ko mašina, a me razumete? In se človek onda vpraša, to, kar je rekel papež, sram me, da nas ni več sram. Koliko eni drugi mi uničujemo? Zdaj vam bom to znanstveno dokazal. Eni drugi. Zdaj mi 70% bolnikov pride v bolnico, ker sploh nočejo mojega zdravila. Oni samo hočejo dobre odnose. Nočejo ven iz bolnice, da grejo, ker jim je lepo v bolnici. A ni to žalostno? Koliko so ljudje osamljeni? Osamljeni so ljudje. Nas je, veste, 8 milijardi. Mi pa nekaj, da tekmujeva se, kako bova večja hiša, večji tole, gledajte. In celo življenje se tekmuči, čigav je večji, verjemite mi, vsakega se osuši. In moja, in vaš. Vse se posuši. Ti pa celo življenje se nekaj skrbiš. In onda se človek vpraša, kako da jaz to dam človeku. Ne morem. A me razumete? Taj življenjski biokemični koktel to ne morem dati. Zdaj sem pa čist potna, zdaj bom res morala dati to dol. Ali? Nič hudega, dobro. Maribor je tak odprt za vse. Preprosto, ne pozabite dati to v klet. Ne pozabite. Jaz imam pacienta, ki je nažalost umrl, je bil star 66-letnik, koliko je to staro? 52 let, prejšnje leto je umrl. Skregan je bil z bratom, to vsima razlagam, 13 let zaradi rižote. Ker sta skupaj ženo šla bratu in njegovi ženi in on je pohvalil bratovu, od bratove žene rižoto, ova njegova dvignula nos, sigurno je bila Bosanka in 13 let se oni zajebavajo okrog te rižote, kdo bo rekel oprosti, da čigavi je večji 13 let. In zdaj zboli in jaz kličem njegovega brata in rečem, lahko pridete, ker umira, on je v nezavest padel, jaz sem morala reševalce, da pošljem. In rekel, pa kam sem zgubil 13 let? V rižot srce moje. A me razumete? In zdaj boš ti nekaj dokazal, bom jaz njemu dokazal, da sem jaz imel prav. Isto ne sem zavedal, da smo itak bomo vsi pod to zemljo, nego mi bomo nekomor. A se strinjate? In jaz to preveč poslušam. Glejte, jaz nobenega ne napadam daleč od tega, nego jaz imam preveč takih zgodb, ker ljudi mi govorijo, da kako so želeli tole naredili in onda enkrat, ko pride to blato, ko zboliš, potem bi dal 100 000 evrov eno za eno tableto. A 100 eni želja bi imeli sebi. In jaz ne razumem, zakaj vam je svoje zdravje luksus dati, za neki užitek, daneš 3000 evrov pa greš smučati v Švico. To si pač želim, Zakaj je to luksus? Ako moramo gume menjati, to bi pa dvignili 3000 evrov, za eno gumo, za avto. In človek sploh ne posluša sebe. Glejte, mi smo mašina, lepi, manj lepi, karkoli je to definicija. Živimo na tem svetu karkoli, rabimo to, karkoli rabimo, ampak smo omejeni. In hvala Bogu, da smo omejeni. In karkoli, da se človeku zgodi, smo omejeni. In to je edino, kar ne morem jaz podaljšati. Ampak medicina je tako šla naprej, da vam lahko podaljša, ampak je kvaliteta življenja slaba. Razumete? Mi smo dali 20 let življenja, da smo dali življenje, ampak smo pozabili dati življenje leto. In zdaj vidite, da mnogi ljudje, ko so stari, prosijo, da imajo eutanazijo, ker so osamljeni, nimajo kvalitete življenja. Mi ne moremo spraviti ljudi iz bolnice, ker nimajo kamor iti. A ni to žalostno? Jaz se človek vpraša, kakšno je onda življenje? Mislim, zakaj? Zakaj mi to moramo? Če smo mi sebi na 7. mestu, na 7. In ti se vprašaš, kaj je to, kar jaz moram prvo narediti, to, onda, kje so pa moje želje, ko bom šel v penzijo. Onda, ko greste v penzijo, da vse pride za vami. Onda štartate po zdravnikom, da hodite. To vse čaka. Prosim, samo da o tem razmislite. Slej ali prej, gledajte, vsi končate do mene. Mislim, ne mislim osebno do mene, ampak glih do osebno. Jaz želim, da mi rečete, gledajte, uživala sem z možem, sva se odločila, kar naenkrat, dvignila sva 5000, po Evropi, pojebala sva se po vsaki restauraciji, ki je ima in tega se jaz spomnim. In zdaj sem pripravljena, da umrem. To je to. Se upravičujem zaradi te besede, ampak res nisem najdla vse prevoda v slovenščini.
čisto preprosto. Lahko si zdaj dovolim, ker nisem zdravnica, do 4 sem kulturna. In onda si pustim. To je edino, kar je Slovenija naredila iz mene. Postala sem zelo kulturna. Ste vi bili v Bosni? Ste. Kako se mi Bosanci sproščamo? Psujemo, a ne da. Tam se zbudiš, rečeš jebem ti sonce. To je prvo, kar se rečeš. Lahko je dež, lahko je zima, ti rečeš jebem ti sonce in štartaš dan. In greš na stranišče kakat. In zaradi tega nimamo toliko depresije. Da bi lažje razumeli emocionalne možgane, kaj to pomeni, da se vrnemo, to, kar sveti, glejte, to so emocionalni možgani, to, kar jaz predavam. Zamislite si mapo Evrope, da vidite, kako ta mašina možgani, kako oni delajo. Ok, a imate mapo Evrope pred sabo? Lažje mi, da vi zamislite, zaradi tega ne dajem na ekran. In vi imate center za denar, mi sledite, to je Švica, mala jebena, se strinjate? Dobro. Onda imate center za službo, to je Nemčija. Ok. Imate center za ljubezen, to je Francija. Ok. Center za prijateljstvo, to je SFRJ. Se strinjate? Ok. In vi dobite nenadoma 10.000 evrov. In vi vidite 10.000 evrov, naprimer v službi jutro pridete in dobite nagrado 10.000 evrov. Ali karkoli, kar je povezano z denarjem. Kaj se to naredi v možganih? Kaj to pomeni? Aha, videl sem 10.000 evrov, jaz gledam, ko gledam, aktivira se center Švica, a ne da, kaj to pomeni za mojo mašino? Da ta Švica v možganih izloči hormone, da se jaz dobro počutim. In jaz rečem, kako se počutite dobro. Aha, dobil sem 10.000 evrov, dobil sem plačo, a ne da. Ali naenkrat regres, kar naenkrat večji regres, nekaj, kar je nenadom. Znači, mi se dobro počutimo. A me sledite? Zdaj, ti hormoni, ki se izločijo iz Švice, so zelo močni. Trajajo zelo, zelo močni, vi se super počutite, ampak čez 3 dni ti hormoni grejo ven iz telesa. Me sledite? To smo dokazali. In potem vas jaz vprašam, čez 3 dni, kaj so dobili? Morate se spomniti, ker nimate tih hormonov. So šli ven. Švica zdaj hoče nove hormone, novi center. Prav, ok. Zdaj pa pridete v službo in vas pohvali šef, pohvali vas vlada, kdorkoli, da ste dobro delali. Aha, dobil sem pohvalo, dobro sem delal. Kaj se aktivira v možgani? Aktivira se Nemčija. Kaj to pomeni za mojo mašino, za moje telo? Aha, grejo skozi kri, grejo hormoni. In jaz se dobro počutim. In vi hodite skozi park, greste domov in vi se dobro počutite, ker imamo te hormone, ker smo dobili te hormone. Nekdo vam je nekaj povedal in mi se dobro počutimo. Ampak ti hormoni, ti paradajzi, oni niso toliko močni kot Švica. Švica je takole, Nemčija pa je takole. In ti hormoni trajajo 7 dni v krvi. In vas jaz vprašam čez pol leta, kaj vam je rekel šef, kaj danes, 29. maja 2018, kaj pa jaz vem, ker nima več tega hormona v krvi. Me sledite? Ok. Zdaj pa, danes je torek, zdaj pa greste v petek s partnerom in partnerico, z nekomor, ki čutite ljubezen, greste 3 dni se razvajati, brez da se kregate. Teoretično, zamislite. In čista uživancija, da razmišljaš, da boš sploh dvignil nogo, da razvajaš se, crklaš, gledaš, moja boši, kje mala, karkoli. Kaj se aktivira Francija? V možgan se aktivira Francija, center se aktivira. Isto tako kot za mišice, če vi tečete, uporabljam te mišice, te se mišice aktivirajo, a me sledite? Zdaj za možgane je čist nekaj drugega, so to druge mišice. In Francija, gledajte, to je Švica, to je Nemčija, to je pa Francija. Oni niso toliko močni, niso toliko močni hormoni, ampak trajajo do konca življenja v krvi, če se vi ne ločite. Onda aktivira se Luksemburg, onda se najbolj.
Luksemburg je centar. Zdaj me poslušajte. Luksemburg je centar v možgani, ki ga mi ob rojstvu nimamo, ampak ga mi sami naredimo. Naredimo ga, če se kregamo, če se ločujemo. In potem, kaj je ta Luksemburg za možgane? To so najbolj strupeni hormoni, ki grejo noter v telo. Zdaj so mnoge bolezni povezane po ločitvi, po slabem partnerskem odnosu. Kdo je spet kriv? Nisem jaz, ni je vlada, ni je cunami, spet jaz v odnosu. In se sigurno imeli primere, da dva človeka, ki so bili najbolj intimna, postanejo največji sovražniki. A je bilo tole? Bilo. Ker se aktivira Luksemburg. Luksemburg mi spet sami naredimo. In zdaj so dokazi, da eno je genetika, eno je pa odnos. To je ta odnos do človeka. In to je to. Vi se cele dneve kregate s partnerom in partnerico. Slabe besede. Ene drugi uslovljavate. Jaz bom vzel otroka, ti ne boš vzel otroka. Onda gre alkohol, gre kajenje, ne spiš noči. Kako bo to mašina prenesla? Hajde, vzemite avto, pa ga vsako noč tepite. In onda pričakujte, da bo ko nov čez 3 meseca. Če ga drkaš 3 meseca. A me razumete? Niso mi nič drugačni, kot vse ostalo. Nego smo mislili. In onda rečejo, jaz bom to prenesel, jaz sem močna. Niste. A me razumete? Ne moremo biti močni, če se iz dneva v dan se kregate, ker to nekam ostane. Jaz sem predavala na Europa Doni, to so ženske, ki imajo raka dojke in raka materičnega vratu, je bilo 500 žensk v dvorani, in sem vprašala, naj se dvignejo, naj mi povejo vse te, ki so pred boleznjo imeli slabe partnerske odnose ali se ločile, dvignilo se 90%. A me razumete? Ker za mnoge bolezni mi danes ne moremo najti vzroka. Tukaj medicina šla naprej, ampak ne moreš najti vzroka. In onda greš malo v družino in da vidiš, koliko je to kreganje. Znam ste, ko je to stres, da vi vsako jutro se zbujate in namesto, da gledaš v partnera, ko v ljubezen svojega, da ti dadne paradajz, on ti daje Luksemburg, pa jebete, pa jebi, pa cikala. In onda prideš, zakaj sem bolana. Onda je vsak drugi. A me logiko razmišlja. To je mašina. A me razumete? Mašina, ki ima svojo mejo. In na ta način predavam človeku. Sami drugi naredimo. Ko imamo slabe odnose v službi, v Nemčiji, mi naredimo Nizozemsko. Ona ne obstaja. Ona v centru ne obstaja, nego mi naredimo. In onda ona spet, onda reče, grem v službo, imam cmok v grlu. A ne da. Kaj to pomeni cmok v grlu? To pomeni povišen adrenalin. Kaj to pomeni telo? Ode ti trebušna slinavka. In onda mnogi dobijo sladkorno bolezen. A me razumete li? Kako ta mašina funkcionira? Na koncu vam neuroznanstveno dokazujem, da je to, kar mnogi rečejo, vse je iz glave. Kako iz glave? Ker ti centre mi sami naredimo. Eni centri obstajajo in on nam dajo čudovite hormone. Ene centre pa mi naredimo. Najbolj strupen so partnerski odnosi. Najbolj strupen je Luksemburg. Ubi. Razumete li? Koliko je to noter? Iz dneva v dan se zbujati pod stresom. In logično. In onda mi nekdo reče, slabo se počutim. Pa gospa, ni čudno. A rabim tableto. Kakšno tableto da mi jaz datim? Kakšno? Jaz je ne morem, nimam. Jaz vam samo lahko pozdravim bolečino, lahko vam zdravim sladkorno bolezen, lahko vam znižam krvni tlak, ampak vi spet greste v Luksemburg. A me razumete? In spet pod te hormone. Ostala nam je še SFRJ, naša lepa juga. Vedno rečem SFRJ, ker je od vseh držav v Evropi, mi smo se največ družili. Tako piše v zgodovinskih knjigah. Jaz nisem bila v tem času, je že bil razpad, ampak tako so govorile babice. Zdaj, ko jaz poslušam te babice, ki so stare 95 let, pridejo mene v ambulanto, one samo govorijo, da mi je Titove čase. Ne zaradi Tita, jebeš Tita, on je tako umrl, ampak zaradi tega, ker smo se družili. Je bilo več tega paradajza. Mi te mladi to ne poznamo. In ko se vi družite in greste 3 dni s prijateljem, in ono harmonika, piva, glejte, pijte, kukor čete, samo se dobro počute. Zapraviš 500 €, pa tu, če nimam kaj drugega jesti, glejte, boli vas vriga. Izloči se SFRJ, vi se dobro počutite. Bil sem 3 dni, kar fajn mi je bilo.
izloči se SFRJ, ampak to so tako, kakšna Švica, to je ubi, a ne? To so tako blagi hormoni, nikoli ne izginejo iz krvi. Da se vrnemo na konec vašega aparata, našega aparata. Vi, ko meni umirate, vi samo omenjate dve države. SFRJ in Francija. Kakšna Nemčija in kakšna Švica. To ste tako pozabili hitro, samo ker ste končali službo. Jaz pa tega več ne poslušam. Vi se točno spomnite, kako sem leta 88 šel s prijateljem smučati. Tega se spomnite. Gospod, kaj ste delali leta v službi? Kje pa? Kaj pa mi danes največ težimo? Glih tem hormonom. Švica, Nemčija, Švica, Nemčija, Švica, Nemčija. Razumete li? Ker misliš, da boš dobil, a hitro se prekuriš. Ker to so high hormoni, a ne da, ker se dobro v njima počutiš. In ti hormoni, ki so od denarja, so podobni kot ekstazi. To so ti snovi, ki so praktično isti, ker mi lahko ekstazi sami proizvajamo. Samo v trenutku smo obsedeni z denarjem. In enkrat, ko ti izčrpaš Švico, a ne da, zaradi tega, logično je, milijonarji nikoli niso zadovoljni. On ima 5 milijonov in se haj počuti in onda hitro padne, aha, hajmo 10 milijonov. Kdo med vami? Ok. Da mi potrdi. In onda hoče 20 milijonov, aha, pa hajmo na 100 milijonov, pa hajmo na 150, a ne da. In na koncu se ubije. Evo vidite. Malo slišite, milijonari ubijajo se, nimajo kaj drugega. Tega v Švici, ker je toliko. On je toliko izčrpal Švico, te občutke, a ne, da postaneš odvisen od tega, kaj ti bo denar dal, da pozabiš na Francijo in na SFRJ. In mi se več ne družimo, a ne, tega osnovnega. Ampak to je samo hormoni, ki vi lahko sami sebe naredite. A ne, in to je življenje. In je res takole, verjemite mi, ko umirate, ko se ta aparat vaš zapira, vi se samo spomnite SFRJ Francije, če se niste ločili. A ne, da. In to je žalostno. Ampak tega več ne poslušam. Težiš k temu, ja, naredil sem tega dobrega v službi, potem pa mladi, ostajamo po 12 ur. Ne bo pisalo srce moj na nadgrobno spomeniku meni, dobro je delala kolonoskopije, boli me briga, a me razumete le? Jaz delam od 8 do 4, koliko naredim, posle 4, boli me briga, me razumete? Jaz zdaj bom težila k temu, ja, v svojem življenju zaslužila je 5 milijonov, crknula sem, ko sem to zaslužila. Kaj me to briga? A me razumete? Jaz hočem čist ene druge stvari. Jaz hočem, da reče, plačala je 50 000, da je kaj malo poljubine v sred Maribora. Da se tega spomnim, ko bom dementna. Tega, takih stvari, da rečeš karkoli. Jaz nisem nič pametna, jaz sem imela osebne izkušnje in potem sem vse to naštudirala. Jaz, ko sem bila bolana pred leti, jaz sem bila 6 mesecev v bolnici, zamislite, kako je ležati, gledaš samo en plafon. Jaz sem samo rekla, samo da se dvigne, samo da se ozdravim. Itak so vsi dvignili roko od mene, so mislili, da bom umrla, ampak me Bog ni hotel, ne vem zakaj. Ampak ko sem se dvignila, rekla, da je to. In res na koncu to ugotoviš. Kako ste videli, moji starši so se ful dali v službo, moj oče je bil najboljši menadžer. On je, ker se tiče službe, bil po 15 ur. Zdaj je v penziji. Zdaj pogreša SFRJ Francijo. A me razumete li? In je hitro pozabil vsa ta najboljša menadžerstva, vse to, kar je, in je potem vedno meni reče, premalo smo se mi družili, zdaj se bomo družili, zdaj se spomnil, po 30 letih. Sem rekla, oče, zdaj pa itak imam svoje življenje. A me razumete? Jaz ne govorim o drugem življenju, jaz govorim, to se vse dogaja tudi v moji družini. Ni moja družina nič bolj pametno od kakršne koli. Je skregano, ker smo bogati, je skregano bogati v zemlji, družine je skregano že 30 let zaradi te zemlje. Evo, zdaj jih je 95% umrlo. A že skregani, otroci so skregani. A ni to žalostno? A tu zemlja je zdaj itak propadla, zdaj plačamo ciganima, da so noter. To je žalostno. Pa mnogi pa nisem sploh ni spoznala, ker smo se vsi skregali zaradi te zemlje. In onda se človek vpraša, pa zakaj? Pride poplava, pride povojna in vse to odnese. Ostane samo to, če se ti, ko umiraš, spomniš. Ker ta aparat slej prej bo umrl. In jaz, ko sem bila bolana, sem rekla, da hočem, da seksam v letalu, to delim s svima vama.
da hočem, ko bom letela na New York, glih nad Atlantikom, da mi pride, da reče, jebote, to je život. In sem čakala 20 let, resno. Takrat sem bila z enim črncem iz Zimbabveja, sva bila skupaj in tam v tišini vsi spijo, mi, takole. Jaz, ko bom dementna, da mi nekdo reče, bila je dobar gastroenterolog, boli me kurac, glejte, meni samo reci Atlantik, to je življenje. Vse ostalo pozabiš. A si bil uspešen zdravnik, ja, dobra je, prijazna, vse je to fajn. Ampak te osnovne, da to, kar jaz sebi, tega jaz filam skozi celo življenje. Ker sem videla skozi svoje starše, vse so dali nama. Vse. Za mene in bratov, da bi bili toliko naštudirani, da bi hodili okrog, zdaj, ko sta šla v penzijo, zdaj so pa žalostni. Seveda, zdaj hočejo vnuke instant, da bi mi to nadomestili, ampak čisto preprosto. In onda reče foter, se spomniš, ko smo šli smučati? Zadnjič sem bila stara 5 let, ko smo šli smučati. In potem ga ni bilo več, ker je Nemčija se dokaže. In je pozabil. In sem rekla, foter, kako gre firma tvoja? Je rekel, veš kaj, gre naprej. Sem rekla, kako to, ja mislim, ne može bez tebe. To je ta občutek, da so mi nenadomestljivi. Smo. Jaz sem zdaj trenutno, čez 20 let bo en drug zdravnik, če brsko po vašemu črevesju, ampak jaz bom edinstvena, ker se bom spomnila Atlantika in takvi stvari. Če hočete seksati v pilotski kabini, je 50 000 evrov, vem, preverjeno. Pol ure 50 000 evrov, zamisli, da ti ne pride. Pizda je. Onda greš 100 000 evrov, to se ne izplača, glej. Ko bom enkrat toliko bogata, bom dala že, da sem gore nad Indijskim okeanom. Malo za hec, ampak malo za res. To je neuroznanost. Kaj je to, kar nas čini ovaj aparat, da smo živi? Se strinjate? Koliko se človek vpraša, koliko dejansko imamo tega mimo najnih potreb? Ker je to praktično kapitalizem, maje več. Jaz bi več želela, da nisem imela toliko, meni so ogromno dali starši, da potujemo vse tole, ampak skupnih trenutkov pa nimamo prav več, ker so preč delali, mi smo pa se izobraževali. Zdaj smo pa oba dva šla ven, oba dva na svojo stran. In vedno sem se rekla, pa več bi želela, da nisem prav imela vsako možno bundico, ki je bila, ker ne rabimo. Lahko v pižami živimo celo življenje, samo menjamo pižame. Ne rabimo 100 majčk, a se strinjate. Jaz bi tudi pižam prišla, ampak ne smem od najboljši prijateljci. Pa so what? Jaz sem pa človek, Jaz več si želim to tortico pojesti svojo prijateljico, dobro izmasiram, meni za življenje. Ker to itak bo propadlo, a se strinjate. Posebno vi starši, vi nam toliko dajete tem otrokom lete, celo življenje, in da človek pozabi na sebe. Nemojte. Prvo partner, otroci. Otroci mi gremo. Dobro, tle v Sloveniji do 40. leta živite. Ampak do 18. leta moramo iti ven, onda ostanejo partnerji. A se strinjate? To pa včasih pozabimo. Osnovno, kako funkcionirajo, a vam je zanimivo? A v redu? A lahko malo še? Lahko, dobro. Ne bom več kot 30 minut. Možgani so čisto preprosto kot en vrt. Kar posiješ, to boš požel. To boš požel, kar posiješ. In tako so v odnosi. Če ti investiraš v odnose, se boš dobro njima počutil. Zakaj se mi v partnerskih odnosih čez leta slabo počutimo? Ker več ne investiramo. A se strinjate? Ti jih osvojiš ko vrtove, dobiš otroke, in to posebno ženske se fokusiramo, moški je tam oko en bankomat in to je to. In onda se čez nekaj let spomniš na njega, zdaj pa prid nazaj. In onda stavljeno težave, ker nima odraščanja več, ker ne razvijamo se več skupaj. Tega jaz vedno rečem. Moja mama je zelo težko je to padlo, ko smo mi dva šla ven, ker je vse fokusirala na nas. In onda zdaj fotor je šel v penzijo, ona je 40 let jamrala, da ga ni doma. 40 let. Vedno je delo od 5 zjutraj, ko je mama bila v meni, pa že ob 3 zjutraj šel, ampak od 5 zjutraj do 10 zvečer. Nikoli ga ni bilo. In mama je vedno govorila, ta je tvoj fotor samo dela. Zdaj že 2 leti v penziji, zdaj mene kliče, že na živce mi gre, cel dan je doma, pa pisa, da se že enkrat odloči, ali ti
ali ga pogrešaš, in to je, a ne da. In sem rekla, mama, zakaj? A ne da. A ni to žalostno? Ja, ne poznam tvojega fotra. Ja, seveda, če 40 let delo, ti se pa na nas fokusirala. Mi pa gremo stran. Vi dva pa ostanete. In zaradi tega včasih je to najbolj strupeni hormon glih v tih odnosih, ker pozabimo v njih investirati. Ker pride čist nekaj drugega. In o čem razmišljajo možgani, ko se zbudijo zjutraj? Lejte, to so eni moški možgani, se pravi, če sem malo vodi, da popijem, če dovolite. Koliko je vroče. To so eni moški možgani. In to, kar jaz vedno rečem, da smo Slovenci zaskrbljeni na zaloge. Ovo vse rdeče so skrbi, a ne da. In skrbite. Moji bolniki skrbijo, a bo Severna Koreja napadla Ameriko. Pa kaj to tebe briga, človeče, bolan, ne? Tebe boli bolan želodec že 3 dni, on skrbi in zdaj on mene vpraša danes zjutraj, a se bo Trump dobil, ne vem, kako me ime, Hong Chung Pong, pa kaj to mene briga, ne da. Jaz razmišljam, kako se bom šla masirati. Glih Trump misli o meni. On misli, kaj dela dr. Banović, boli njega in ne vem, da obstajam. In o tem je. Ali pa eni so skrbeli, ko je Miro Cerar dal odpoved, odstopil, kako on bo preživel, a bo imel dovolj denarja. Pa draga gospa, prosim vas, pa kaj to vas briga je? Skrbi, kako bojo otroci šli v srednjo šolo, oni so v osnovni šoli. Že naprej, za 10 let, ne da. Imam enega bolnika, ki ima težave z želodcem, ki so povezani z gospodarsko krizo. In zdaj, ko smo imeli slabo situacijo, ne da par let nazaj, on je ful imel težave z želodcem, naredil eno 7-krat gastroskopijo v enem letu, a ne da. Vsakič pride me boli. Sem rekla, gospod, gledajte, večkrat ste pogotnili cev, ko ženska nekaj drugega, pa ne morem noter ven, cel čas, da nič ni, vse je v redu noter, a ne da. In zdaj je prišel čez 2 leti na kontrolo, sem rekla, zdaj pa je boljša situacija, upam, da je malo, je rekel, res je boljša, rabim samo 1 tableto za kislino, to sigurno že vi vsi pijete, to je najbolj uporabljena. Ampak jaz sem prebral, čez 4 leta pride hujša kriza. Jebi ga, lejte, kaj zdaj naredim? Čez 4 leta bomo spet šla v noter in to je to. In sem rekla, gledajte, karkoli lahko vi skrbite več ali manj, in to so te skrbi. In zdaj se človek, vi se morate vprašati, koliko jaz imam tega, ker skrbi ne morejo dati dobre hormone. Kaj je dobra skrb? Skrb, kako bom jaz razvajal partnera čez vikend, a ne da. In to je skrb. In onda razvajaš ga, ali narediš, kaj bom kuhal za večerjo, aha, to je moja skrb, narediš večerjo in tu skrb rešiš, a ne da. In enkrat, ko jo razrešiš, dobiš dobre hormone. Zdaj, koliko mi dejansko skrbimo za nekaj za naprej, tega je ogromno, a ne da. Kako bojo moji otroci, a bo resno taka situacija čez 20 let, ne vemo. A me razumete? Ne vemo. Vi nič s tem sebi naredite, ko vi sebi dajete te skrbi noter. To rumeno je, kaj sosed misli o meni. In kaj drugi misli o meni. To, ki je obremenjeno, to je to neverjetno. Pa kaj vas briga je? Pa če nikomu drugega ne delate žalega, ne, da pa hodajte nagi, bolan, pa nemo po hiši, če sosed nima nič drugega, da vas gleda, vi se nalepte in mahajte. Lejte. Če je to edina vloga, da gleda, kaj vi delate. In kaj bo tale rekel? Kako se bom jaz postavil? A bom tole v redu rekel? Ko meni reče enak, pa ne moreš takole, pa ti si doktorica, ne moreš reči jebote, pa so what, pa kaj? Mislim, jaz sem odločila, budem zdravnica. Nima to nobene veze z vami. To je moja. Zdaj sem. Kaj sem jaz? Ena isto mašina, srce moje, ki bom umrla. Nego se mi to dajemo neke funkcije. Posebno mi zdravniki. Pizda je, rad tamo bogovi nismo se ni rodili. O obnašanju je. To je žalostno. Če pustiš že te ego te uniči. Če se strinjate. Se strinjate z mano? Tega jaz nisem zdravnica. Jaz sem zdravnica, ko prijete na gastro od 8 do 4 in me prosite za šlauf. Jaz sem zelo nežna. Jaz ga taknem, pobrskam, grem ven in to je to. In takrat sem zdravnica. Zdaj sem v osnovi sem človek. Hočem, da se smejem, hočem, da rečem jebim ti zunce, hočem, da živim. A me razumete?
nego omejuj se, pazi, kaj bo drug rekel in ubismo se. Glejte, koliko je tega v možgani. Ovo modro je mama, glejte, ovo so moški možgani. Vidite, koliko je mame noter. Ti pa celo življenje se trudiš, da je daš ven. Ne gre, srce moje, boš se sprijazni, spoštuje, reci v redu je in to je to. In gremo naprej. Ko pa da trudiš se, vidite, koliko nam mislijo o njoj. Ko so mu rekli, da pomislijo o ženi, vidite ovo vijolično, Bogu iza nogu, gledajte. Evo, toliko on misli o nama. Gledajte, ampak ko so posneli ženske možgane, moškega sploh ni noter. Resno. Po 10 letih zakona in ko pridejo otroci, a ja, saj res, tudi on obstaja. Ne da, se pomisliš. To je samo na začetku zveze. Ti misliš o njemu, preverjaš potentnost in kako bo bankomat delal in to je to. In potem čist gre ven iz možganov. In onda čez 30 let se vprašaš, ko ima mama, kdo je to zraven mene? Ja, tvoj mož, pizda. Kaj pa je, ti misliš, kdo je? Kdo spi zraven? Kar naenkrat se pojavil, ja, res. To je žalostno. Se strinjate? In ti pomisliš zjutraj, a ne da, in on se zbudi, naš partner se zbudi in gre kakat. In on zdaj že bere, kaj je bil referenc za drugi tir, a ne da, razmišlja o 100 drugih stvari. Onda, kaj mi je rekel šef, kaj sosed misli, kaj moram to, kak je obveznost. Onda, mama mi je rekla, da moram kupiti kislo zelje. Saj res, žena obstaja, saj res, saj res. Zbudil si se zraven nje. To je žalostno. A ona ti pa dadne največ hormonov. Mi jedni drugima dajemo največ hormonov, ampak to jemljemo samoumnevno. Zaradi tega sem jaz vedno jezna, ko ljudje zamujajo iz službe domov. Nihče ne zamuja v službo. Zakaj sem pa jaz manj vredna? Zakaj so pa vaši otroci, partneri manj vredni? Ja, počakaj, tako je moj foter vedno. Ja, šef ima nekaj, da me. A kaj sem pa jaz? A jaz pa nisem človek, ki rabim časa. Od 8 do 4, toliko, kot moram delati. In pogreš te, ker ti dajo to energijo. A me razume? To bo tistak pozabili Nemča. Nikjer ne piše, bila je pridna, delala je 12 ur v službi. Pozabimo to vse, ampak enkrat, ko ste bolani, enkrat, onda gledamo, kje so naši partneri, kje so naši prijatelji. Zakaj bi jaz zamujala svoj prijatelj? Zakaj bi jaz zamujala svojemu partneru? A je to še bolj pomemben, A kdo pa zamuja v službo od vas? Kdo pokliče in reče, veš kaj, moj partner hoče seksati, jaz bom zamudila, izpusti slušalko. Ajde, naredite to, To, kar jaz vedno rečem. Ampak vsak si vzame za pravico, veš kaj, moram še 15 minut delati v službi, moram še pol ure delati v službi, bom zamudila. A ni to žalostno? A se strinjate z mano? In jaz vedno rečem, zakaj so mi manj vredni, ko pa nekdo tam, ki je itak prehodno. Služba je prehodna, mi smo pa stalni. In onda se to, kar nam daje največ energije, mi to največ zapostavljamo, največ samoumevno jemljamo. Nima tega, jaz delam od 8 do 4, tako kot je. Včasih pridem prej, da lahko prej grem. 8 ura, kar nisem končala, bom jutri. Edino, če človek, mislim, imam reanimacijo, ne morem reči, veste kaj, 4 ura, jutri vas bom življala. Malo je drugačna služba pri meni, ampak v osnovi, če ni potrebe. In onda se človek, gledajte, in onda mi pomislimo samo takrat, ko je ni več. Ovo vse ostalo se pozabi. In jaz vedno rečem, tako kot jaz, tako kot moj foter, tako kot predsedniki, vsi smo nadomestljivi. Živimo, imamo neko funkcijo, nekaj da preživimo, ne da nam dadne, da lepo živimo, aparat umre. Koga se vi spomnite, ki je pred kakim umrl? Ne spomnimo se, ker nimamo časa. Zakaj potem toliko časa živite, kaj bo drugi tale mislil? Ko meni nekdo reče, kaj me tiče, furka govoriš, pa srce moje, ne rabiš me bolj nam poslušati, jaz samo rečem, zaradi sebe živi. Ti, ko pomisliš na slabo besedo, sebi delaš. Mene to ne užali, lahko mi rečeš kurvo jedna, glupačo, karkoli mi rečeš, tebe uniči. A me razumeš, človeka to uniči, ker on pomišlja na te slabe. To je taj pojam toksični misli. A se strinjate? Ker sem vam pokazala. In to vi lahko na sebi preizkusite. Zakaj se res jaz slabo počutim, če slabo pomislim? Ker proizvajaš hormone, toksične hormone. Posebno tamo, ker mi dajemo največ slabih, to so naši partneri, naši prijatelji. Enkrat me je poslušal en Bosanac v Petrolu in potem, a lahko govorim na mojem jeziku, a me boste razumeli?
edino mogoče on je malo mlajši. Ne? In on je rekel, šefce, mi se v Bosni ne zovemo sa imenima, to ste sigurno, srce, dušo, šefce, onda nož u hrbet čez nekaj časa, ampak to je druga. Šefce, ako sam ja dobro razumio šta ti ovdje govoriš, ne da. Ako je moja žena dole, a šef gore, to znači da od sutra žena jebe mene, ja šefa. E tako je. Ne. Ako se tu mora da se preobrne. Znači, to ker vedno greste domov, razpravljate, kaj je bilo v službi. A ne da. Greš na počitnice, bom dosegljiv na mail. Pa kakšen mail, vala, ne. Greste domov, ob 9. zvečer se javljate na mobitel. Vse se bo nadomestilo. Samo taj trenutak z nekomor, ki ima rad, ne boš. A me razumete? Zdaj ga vedno rečem, delaš v službi od 8 do 4, izločaš adrenalin, to je ona solata. A se spomnite solate? Potem od 4 do 8 se krega ženo zaradi okn, ki niso oprani. Ne samo zjutraj, od 4 do 8. Od 8 zvečer izklopiš vse, te boli briga, če propade vse. Pečeš palačinke, nag se uležeš, crklaš ženo in gledaš Kemala. In spočiješ telo. Kaj mi delamo? Mi smo zdajle, delaš po 15 ur, po 12 ur, ko kakva mašina, veste, ko ono, ajde avto v petoj daj takoj, nego avto gre počasi, ne da, greš prvo iz garaže, pa ga daš v prvo, pa kar je najboljše, če je zima, malo ga ogreješ, a ne da. Mi takoj se ustanemo, hajmo, a ne da, tako, čist nabit, nema onega počitka, se strinjate z mano? In onda ogromno bolezni, ker ste prekurili, čisto prekurili se, ker nismo spočiti, ker ne praznimo blato možganov, a ne da. In če čutite, da ne morete več, postanite bolane, spočijte malo telo. Jaz vedno rečem, a ti poči guma na avtocesti, daj počakaj do 15. junija, a ne da, pa te bom zamenjala. Takoj zamenjaš. Samo sebe ne poslušate. Greš čez sebe, a ne da. Utrujen si, greš čez sebe. In jaz vprašam vsakega človeka, kdaj si čutil prve simptome bolezni? Pred 3 leti. Pa kaj zdaj iščeš, bolan, od mene? Pred 3 leti ti je telo reklo, da ne more več. A se kdo ustavi? Ne. Hajmo. In še danes je taka družba, če se ustaviš, pa rečeš, da ne moreš več. Onda pridejo oni pametni. Jo, kakva si pičkica, ne možeš več. Ne mogu več, razumeš me? A ne daj. In to je vedno ono, veš, pa kako ne moreš, kako? Ajde, pa daj zdrži, a ne da. In to je kar meni včasih kolege. Kaj greš 8? Ja, 8 ur. A ne moreš več držati? Ne morem. Eto, pač pičkica sem ištač sada, odo na masažu. Eto. Ko da je to zdaj, veš, ko mora nekdo drugi povedati. Ali pa tele pije eno pivo in mi je lepo, a ne da. In onda pijejo kolege 3 pive in onda rečejo, pa kakva si bolan, ne možeš piti, uzmi še 3 pive. Onda on pije 3 pive pa 4 pive, samo da dokaže. To je ta, a se strinja? Da, evo, bom jaz njemu dokazal, da jaz lahko imam večjega. Nema, srce moje, nema večjega. Svima se osuši, tako pride je vaša in naša. A ne da. Na koncu življenja. Zdaj sem bila malo huda, se upravičujem. Ampak to je, ker vas imam rada. Jaz imam rada človeka. Samo vi sebe nimate radi. A me razumete? To vam lahko rečem. Ovo od našo mašino, ti prekuriš celo življenjega, a ne da? In onda pride bolezen, gospod doktor, jaz sem zelo prijazna, verjemite mi. Zelo prijazna, zelo empatična. Maksimalno dadnem do bolnika do 4. Poslije 4 pozabim, da obstajate. A me razumete? Vi pa prekurite celo, ja, bo zdravnik mislil na mene. Ne bo. Lejte, ne bo. Ker je to plača. To je čisto preprosto in drugega. Zakaj prekurite? A vi prekurite svoj avto mehanik ga ima rad, nima. In on plati 500 evrov za to gumo. A me razumete? Znači vse negujemo, razen sebe. In onda stojni želja, ki ste imeli celo življenje, a ne da, kao bom enkrat. Enkrat bo, ne bo. Tako se življenje spremeni. Jaz sem šla po vodo, na pol poti padla granata, jaz bi lahko umrla. Tako življenje. Tako kot slišite stojenih primerov. Gre na pregled, kar naenkrat raka. Zdaj bi vse naredila. In tako jaz poslušam svoj bolj. Samo mi pozdravite, bom odjebal vse ostalo, ne bom se več sekiral. Ne more, prepozno je. A me razumete? Včasih je prepozno. Ne mojte, da je prepozno.
In samo na koncu, najbolj raziskovan primer je bil Steve Jobs. On se je spraševal, zakaj umiram. Zakaj umiram? On je bil star 52 let, je umrl in je rekel, zakaj se moja mašina se bo ugasnila? Bil je milijarder, naredil vse, kar je. Dobil je raka na trebušni slinavki. Zamenjal je trebušno slinavko, dobil nova jetra, či vse organe od vratu do lulčka. In čez pol leta spet umrl. Kaj pa ni mogel zamenjati? Kaj sem vas danes naučila? Logično. Kaj ni mogel zamenjati? Pora. On je imel toliko blata gore, da se je celo življenje, da se je praznilo. In je imel stresnih kortizolov 124krat, ko pa je normalno. Zamislite, ko je to pritisk. Evo zdaj, da jaz ime. Martina. Da jaz pritiskam Martino od zunaj. Da logično razumete. Pritiskam. Ona bo čez nekaj časa takole. Zdaj zamislite, ko blato možganov pritiska in potem sami organi rečejo fuck you, glej, če ti ne misliš na mene, bom jaz bolela. Logično razmišljate. Znači spet sami sebi naredi. In to je to ona izreka, vse je iz glave. In res je vse iz glave. Ampak, ker mi notrno filamo, mi to praznimo. Mi se obremenjujemo z nekimi stvarmi, ki nimajo, ne vemo sploh, če se bo razrešilo. Oziroma neko nam nekaj reče. Če vam rečem jaz, ko neki niste dobro, vprašajte me, zakaj misliš, da nisem dobro naredila? Ne mojte o tem razmišljati naslednja 3 leta, ker vas ubi to noter. In potem, ko so posneli njegove možgane od Steva Jobsa posthumno, oni tega paradajza grozja ni imel. Oni sekso 3 leta, hujše kot Slovenci. Glejte, evo ga. In to je bil kemični koktel. A to vse že poznate? Poznate. Pa dejte, prosim vas, glejte. Samo vas eno prosim. Glejte, na mene čisto pozabite, da obstajam. To sploh ni pomembno. Nisem jaz pomembna, vi ste pomembni. Jaz sem vam dala ogromno znanje, ker sem zbirala 20 let. Sem vas izobrazila. To je paradajz grozdje. To je. To nima tablete. To je življenje. In to je, kar se boš ti zapomnil. Vse vas čaka smrt. Vse vas čaka jaz. Jaz vas čakam, vam dadem morfij za bolečine, fikala. In to je. In potem prihajajo oni partnerji, ali vaši partnerji umrejo in da se vi tam po hodniku valjate, joj, ni ga več. Pa 3 leta smo se kregali, jebi ga. Na to misli prej, ne bomo, ko umre. In onda, ko umre, mi onda začnemo o njemu misliti. Zdajle, v tem trenutku. In to je 140 hormonov. To so dali Nemci in Švicarci 550 milijonov evrov, da mi to odkrili. 550 milijonov evrov. Pa 5 na vas, moji babci, ki živi 103 leta, on samo če to reče. Da moraš, da spiš, da se spočiješ, da te boli kurat, kaj bo rekel Donald Trump, ki oni nimajo na vas, nimajo ni radi, oni sploh ne vejo, da obstaja. In moja babica, zdaj so dobili Nobelovo nagrado, 2 moška, ker so ugotovila, da mi moramo spati 8 ur. Jebote. To je Nobelova nagrada. Pa to sami vemo. Prvo so nas prekurili, kao rekli, lahko mi 4 ure funkcioniramo, in ko smo zboleli, zdaj so dobili Nobelovo nagrado, zdaj so mi ugotovili, da morate spati 8 ur. Ja, bingo, In vprašajo ne babice, ki živijo 103 leta, kakšna ona je? Jaz vprašam babico, eno, ki je stara 93, bojo volitve, boli me briga, vi sami zrihtajte moje hemoroide, da jaz krvavim. Kakve volitve nju briga, mislim. Z tega živi 93 let, kaj se pa preveč? In to je osnov, malo se hecam, ampak. Zdaj vam dadnem praktične dokaze. A vaše otroke, ko imate krče v želodcu, kaj vi delate? A mu masirate trebuh? Vstan se, Aleš. A mu masirate trebuh? A ne da? In kaj se naredi? Popusti. Ker je dokazano, a lahko malo? Ne čud ga. Nište da. Ker je dokazano, ne bom te več dole v gor. Vse super, uživam. Uživaš? Ker je dokazano, a ne da, na dlanu, ko dotakne koža uz kožu, ko vi masirate,
se proizvajajo protivnetne celice. Isto kot lekadol. A ne? In zaradi tega otroci imajo manj krčo. A ne? Dobro, glej, nisem te dole, gore sem te. Okay. In vi masirate. Kaj se pa zgodi? Lahko se usedeš. Kaj se zgodi, ko partner ima krče v želodcu? Katera ženska ga masira po 15 leti zakona? Vzemi lekadol, pej zdravniku, ne moj mi težiti. Jaz rečem, imam 5, ga malo masirati, ste normalna, da ga v glavo počim. Koliko smo se eni od drugih oddajali? Ko otrok ima vročino, kaj vi naredite, mame? Ga vzamete, ker je dokazano med joškami, zdaj vam ne morem pokazati, ampak med joškami, znači to je področje, ki nam je narava in Bog nam je dal, kdorkoli, višja sila, genetika, Darwin, je tle med joškami se posebna sfera hormonov, ko vi stisnete čelo, se znižuje temperatura. Znanstveno dokazano. Moj foter je imel prejšnje leto gripo, sem rekla, mama, da ga pritisni med joškami. Ona ga poslala svoji mami, ki je stara 90 let, da še ona umre, da prezrači sobo. Je rekla, si ti normalna, da ga jaz stiskam med joškami. To pozabilo v zadnjih 20 let ga ni. To je, joške so date, da ga ti zjutraj stisneš, preden gre v službo, bubu, daš mu hormone, balan, rečeš mu konju jedan, zakaj nisi nesel smeti. Kakve smeti, mame? On te malo pomasira po trebušču zjutraj, stisneš ga med joškice, tu so hormoni. Ko pridete, on sam čisti okna. Diši, hormone dobijo. Kje sem se? Samo en praktičen nasvet, ne morate se samo zjutraj skregati. Glejte, samo ne morate zjutraj. Glejte, mi počivamo, onda se zbujate, onda takoj so neobveznosti, kaj moraš, kaj pa to nisi naredil. In da to, kaj drugima zvišamo, in da ljudi grejo, da s takimi hormoni van. Zjutraj je čist nekaj drugega. 2 paradajza in 3 grozdja. Če čutite, da boste malo zamudili, pokličite v službo. Jaz čakam, da me kolega pokliče in reče, rabim 3 grozde, izpusti slušalko. In onda prideš, seksaš, dobiš 14 hormonov, prideš v službo, reči ti šef, dobil si odpoved, pa ko te jebe, gled, jaz imam hormone. Ti se dobro počutiš, ti si v Franciji, bolan, kakaj, vse bo drugo. Jaz ne rečem, da mora živeti od ljubezni, to mi delamo v Bosni, ampak vsaka država mora biti 60% zadovoljena. 60%. S tem, da mi moramo imeti Švico pod kontrolo, a ne ona nas. To je osnova. Če te vzame Švica in misliš, da bo samo denar in materialno, potem pa res ostaneš, samo težiš k temu, ta jahta, pa onda sosed, pa jaz bom kupil pa večjo jahto, a ne more si privoščiti, ampak bomo kupili. In spet se stavimo pod stres, kako bomo odplačevali te obroke. Socialno druženje. A se vi, ko se družite, a se vi dobro počutite? A dobro se počutimo, In zdaj greš čez vikend, pride sobota, pa greš s prijatelji, pa se družiš, pa pride nedelja zjutraj, pa te preseneti partnerica s zajtrkom v postelji, ti seksaš, celo nedeljo se razvajaš, ti prideš v ponedeljek, ti si poln energije. A me razumete? Ker dobiš hormone, ki te držijo en teden. A se strinjate? A ne, da soboto, nedeljo samo se nekaj kregamo in potem pa prekurimo se cel teden in onda soboto, nedeljo preložimo. Normalno. Znanstveno je dokazano, da Grki, Italijani, Francozi imajo manj srčnih infarktov, manj, kljub temu, da imajo večje maščobe pa večjo sladkorno bolezen. Znanstveno, ker se več družijo. Francozi imajo po 3 ure kosilo, klepetajo, popijo, razumete? To so neki osnovni hormoni, življenjski, ki so v možgani, ki jaz ne morem dati v tableti. Ne moreš ti meni priti reči, daj mi tableto, da se besede, tako kot jaz dobim, ko se družim. Se bili v Grčiji, oni se tam veselijo po celo noč, ko je vikend, uživajo. Ko zmanjka denarja, oni pokličejo Angela Merkel, ona pošlje in to je to.
ko rečejo, zakaj v Bosni ni depresije. Vsaka družina enega poslala zunaj, v Evropsko unijo. Mi delamo, oni uživajo. Reče moj brat, joj, sestro, kako uživam. A se je kao vsako mesec 200 evrov. Malo se hecam, ampak malo čisto preprosto. 140 hormonov zaradi vas. Kar je pa najbolj stvar, seks. Jaz sem končala seksologijo, zaradi tega, sicer moji to starši ne vejo, ker so mi dali denar za kirurgijo, tako ne jim povedati, iskrena sem. Moja mama je bolj konzervativna in ona čaka, da se jaz poročim, da se z mano pogovarja o seksu. Tako da ona še čaka. In onda sem jaz rekla, nju čakam, a grem študirati. Lejte, čisto preprosto. In res, ko sem bila v Nemčiji, tam obila inštitut in sem končala 3 meseca seksologije in prvo, kar mi je rekla profesorica, prvo predavanje, prvo moškima govorim. Prvo vzeme moški, poslušajte, potem pa ženske. V enem aktu ljubezni se izloča 100 hormonov. Akt ljubezni. To ni oni 5 sekunde orgazma. Jaz govorim cel obred, 2 ure razvajanja, slušno, vizualno, masiranja telesa, vzpostavljanje kontakta, ljubljenja vsake točkice na telesu, pa potem pa samega akta se izloča 100 hormonov. Pri ženskah iz glave se izloča 80. To je največji seksološki organ moški pri ženskah. To ne smete nikoli pozabiti. Če mi smo, to je naš estrogen v glavi. In to je največji seksološki organ. 15% se izloča iz kože, 5% iz aparata. En gospod mi je rekel, da ima težave z aparatom, pa sem mislila slušni, pa sem se začela dreti, na koncu je dol pokazal. Da tega vedno menjam spolni organ kot aparat. To je pri ženskah. In zdaj, kaj se dogaja po 20, po 30 leti zakona, včasih prej? Zakaj mi včasih 64% žensk ne uživa več? Ker nimamo več impulsa iz možganov. Če vi jebete možgane cel teden, in onda pride sobota, hej, dvignil mi se je. Ja, kaj ću zdaj od njega? Spusti ga. Nimam impulsa iz možganov, ker je tamo mi dobimo. Govorim za sobota, ker po študijah največ seksamo ob sobotah v Sloveniji. Zdaj, ko vidite, vsi kongresi so ob sobotah. Izogni se temu. Pri moških je malo drugače. Hvala Bogu, imajo 2 glave. Hvala Bogu. Lahko rečeš, konju jedan dol dotakneš, aparat dela. Ampak to ni v redu. Vse je v ženskah v možgani. Kako je na začetku zveze? A se spomnite ženske? Oziroma moški, kaj nam vi delate? Cel čas nas dražite, kako si lepa, kak imaš lepe lase, komaj čakam, da te vidim, ulepšala si mi življenje. Tudi ni prala 3 tedna lase, ampak ti rečeš, kot diamanti se svetijo. Najdeš 100 enih besed, onda prineseš šopek, greš na večerjo, nima mobitela, onda je dražiš, cel čas skozi dlan, pa prepletaš prste. Ona ti sama reče, hej, aparat se odpira. In ti v prvo avto. Ker se hitrejše nama odpre, kot pa vama. Samo moramo dobiti impulse iz možganov. Skozi leta nimamo več tega. Potem pa smo tečne, potem smo, vi ste konji, mi smo krave, tečen si, zamujaš, obljubljaš, nite in uničimo ta impuls. A se strinjate? Znači spet eni drugi. In ko so delali študije v Nemčiji, Švici, Švedski, ko so ženske, ki so se ločile, pa so bile stare 50, 60 let, 70 let, pa so spet najdli enega, ki je dražil možgane, so ko kenguri skakali v postelji. Spet se je aktiviralo. Onda pride neka suhoča mena, vse je estrogen gor. Samo odvisno od vas moški, kako nam to nadražite. In nemojte čez leta, da to, kar nam je daje največ energije, postane ko se spomniš enkrat. Ker najstrupedniji hormoni nastajajo takrat, ko nekaj obljubljamo, pa to ne izpolnimo.
Ker človeka ti jo rečeš, bom prišel danes večer, pa gremo v pozorišče, pa ti razmišljaš o tem, da že oblečeš se, veseliš se k temu, onda on pokliče Alona, moram ostati, šef je rekel. In onda samo mu cik, a veš, narediš padec hormonov. In tako narediš enkrat, dvakrat, trikrat, četrtič, ko te jebe. A ne, več ne verjamemo. A se strinjate? Znači, spet, ko gledate neuroznanstveno, spet smo največ sebi naredili. Eni drugima največ delamo. Pete v službo, pa recite šefu konju jedan. Recite trikrat, boste dobili odpoved. Ker tam razmišljamo, kaj bomo rekli. Razmišljamo zunaj. Vi recite meni kravo je, ampak ne mojte reči temi, ki imate največ radi. Hvala, da ste me poslušali. Zdaj sem pa res podaljšala. Ampak upam, da nisem preveč, res, ker sem se ful uživela v Maribor, res. Hvala vam, da ste me... Se opravičujem, da je Olimpija zmagala, je bila prva, gledajte, jaz nisem nič kriva s tem. Ko sem rekla, da grem danes v Maribor, gledajte, jaz to res ne spremljam, ampak ko sem rekla, da grem v Maribor, so rekli, nemo iti z ljubljansko registracijo, mislim, pa kak je to ima zvezda, ne da. Znači, zakaj bi se mislil, hecam se, ampak prenesla sem vam ko neuroznanstvenik vse to, kar vem. Ne rabite reči, ona je tako rekla, daleč od tega. Jaz sem samo prenesla znanje, vi razmislite, kako to vpliva na vas. Rekla sem vam, kaj je pomembno za življenje. Če želite preživeti, ne rabite samo vodo in hrano in boste preživeli, ta mašina slej ali prej bo umrla, tako kot moja, ampak če rabite življenje, res na to pomislite. Živeti, a ne da. In to, ko boste enkrat dementni, ko se vprašam, kako ste gospod, spomnim se Istanbula in o neba klavi z ženo. Taki mali stvari, vse ostalo se pozabi. Hvala. Hvala. Vprašanja? Vprašanja? V zvezi 4. točke? Mislim, zgoraj. Karkoli. Moja ambulanta dela v petkih, od 12 do 3. Prosim? Ambulanta za debelo črvo. Kakšnakoli ambulanta. Večinoma zdaj ljudje, a lahko samo eno anekdoto za konec. Dobila sem eno gospo, ki je napisala bolečine v trebuhu, ker jaz sem vseeno gastroenterolog, sicer vse to, kar sem končala, to je moj hobi, mislim, to, da bi se samo še več izobrazila, ampak je prišla ena gospa, ki je stara 78 let in pride v ambulanti in reče, da hoče, da izboljša seksualne odnose z možem. Jaz sem mislila, da je skrita kamera, ker ne piše bolečine v trebuhu. Sicer rekla ni seksualne, rekla je posteljne aktivnosti, tako sem se to res zapomnila. In sem jo tam rekla, in sem rekla, v redu, gospa, sem zelo vesela, da to želite. Je rekla, jaz sem vas poslušala, da se vi s tem ukvarjate. In sem rekla za lubrikant, ker je rekla, da je suhoča dole, to, kar je praktično normalno. To ne rabimo se sramovati tega. To je pač, kako telo ta mašina čez nekaj časa stari. A ne da, mislim, prihaja skozi neke faze. In sem rekla, gledajte, gospa, obstaja lubrikant, in sem jo napisala lubrikant. In sem rekla, da obstaja tak en prah testosteron za moške, ker je njen partner star 82 let. In zdaj zamislite, ona gre ven, da mu to pove, on ima slušni aparat. A polno ljudi v čakalnici, polno, jaz to vsima razlagam, ne da. Petek, ena popoldne, ogromno, veste, kardiovaskularna ambulanta, tam ljudi s srčnim infarktom, po srčnem infarktu, po operaciji. In vsi oni sedijo in ona pride ven in razlaga, kakšna luštna zdravnica, idere se. Predpisala ti je, kaj pa je to lepi, testosteron za tvoj lulček. In zdaj tišina, ne da, cel hodnik gleda v njo, ne da. Joj, sem rekla, najebala sem je. Meni pa lubrikant, a slišiš? Sliši on, slišim, v redu. Pol ure preden se dvigne, ti bom dala to. In zdaj cela tišina, ker ona razlaga, in zdravniki šli ven in gledajo v mene, sem rekla, to je moj bolnik. In oni so šli. In zdaj jaz
vabim naslednjega bolnika v ambulanto, sem rekel, gospod, vi ste naslednji, jaz imam samo težave z jetri, Potem seveda vsak moški pride ženo, je rekla, žena, to ti misliš. Jaz samo, ne smemo, vse, kar sem rekla, najbolj stopnje so laži, sovraštvo za telo in kreganje. Za nas same, a ne da. In spet na koncu te stresne kortizole sami sebi to je to, kar rečejo mi, je vse iz glave. Ker to so pa dobili Nobelovo nagrado in znanstveno dokazali obstajanje toksičnih misli. In vi na sebi preizkusite, če nekomu slabo mislite, kregate se, kako se vi počutite? Sjebano, slabo. Zakaj? Ker imaš stresne kortizole. In zdaj zamisli, kako to, če celo življenje takole, a ne da. Potem se pa ne vprašajte, zakaj je moja mašina oslabela, ker smo spet sami. Z druge strani, kar je pa zelo dobro, ko taj por začnete prazniti, ko se zavedate, da ga imate, zelo hitro ga boste spraznili. Zelo hitro. A ne da. Samo kakor ga polnite, tako ga i praznite. A ne da. In jutri zjutraj, prosim vas, da me se spomnite. Ena gospa mi je rekla, vsak dan, ko kakam, se vas spomnim. Hvala. Tako se napinjajte, rečite in nasmejte se, saj res, Sanela je rekla, da moram. In to je edino, kar želim, da me se. Vse ostalo, da premislite, da vidite dejansko, da se človek ozavesti, da smo omejeni. Da smo omejeni z našim življenjem. Zakaj ga ne bi izkoristili zdaj neki luksus? Zakaj jaz moram zdaj dokazati svojemu sosedu, da je takole, ali jaz moram dokazati svoji taši ali pa karkoli, komorkoli. To je ono, če ga dokazovanje nekaj. Brez veze. Moje življenje imaš moje življenje. In vse se pozabi, ti se trudiš, ljudi bojo rekli, koliko sem jaz bil uspešen. Meni to ni pomenilo. Nekdo reče, kako sem jaz bila toliko uspešna, ali da reče, bila je dobra predavateljica. Hvala vam, ampak jaz vseeno bi te svoje hormone, ker sem bila v bolnici. In enkrat, ko si bolan, samo se spomniš dobrih stvari. A vse vas to čaka. Ni treba, da si tega strah. Samo enkrat, ko si bolan, se spomniš Atlantika, tako kot mene, još taki stotno stvari, vse ostalo je v redu. Zdaj vas pa dost imam, tudi vi mene. Pejte domov in delate 4. točko. Hvala.